Vas vse zbrane prav lepo pozdravljam v imenu Katoliške mladine in organizacij, ki so pristopile k soorganizaciji današnje okrogle mize o evtanaziji in prostovoljnem končanju življenja. Najprej se lepo zahvaljujem jezuitskemu kolegiju v Ljubljani, Salezijanski mladini, Oratoriju Slovenija, Young Caritas, Marini Vincencijanski mladini, Gibanju Pot, Zavodu Dominika in Frančiškanskemu samostanu Ljubljana Center, da ste prepoznali pomembnost te teme, o kateri bomo danes govorili in podprli razpravo o njej. Meja o prestopu, katere bomo odločili na nedeljskem referendumu, je na nek način nepovratna, saj se kakor spolzek klanec spušča globoko in se zajeda v človekovo dostojanstvo, ki ga tolikokrat zmotno navajamo kot argument v prid odločitvi o zaključku življenja. Se pravi, odločitvi o nečem, kar sploh ni v človekovi pristojnosti, ampak v rokah Boga. Torej, zato bomo danes skušali predstaviti katoliški pogled na evtanazijo in prostovoljno končanje življenja. Povabili smo doktorja Gabriela Kavčiča, doktorja moralne teologije in asistenta na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani za to področje, Meto Rus, specializantko družinske medicine, doktorsko študentko etike ob koncu življenja, članico Združenja katoliških zdravnikov in članico Slovenskega združenja paliative in hospicoskrbe. In tudi Jona Kanirja, prostovoljca Slovenskega društva Hospic. In se vsem gostom prav lepo zahvaljujem za odziv. Pozdravljam pa tudi Martina Ciringerja iz jezuitskega kolegija v Ljubljani, ki bo moderiral današnji pogovor. Vsem vam torej želim en poglobljen razmislek o tej pereči in pomembni temi. Če pa se vam že med pogovorom porodi kakšno vprašanje, ga zapišite v slido, do katerega lahko dostopate do teh QR kod, ki so obešene se pravi tukaj na teh oknih in tudi na drugi strani. Na koncu pa bomo zadnje pol ure odgovarjali na ta vaša vprašanja. Torej, sedaj pa besedo predajam Martinu. Dober večer, tudi jaz bi lepo pozdravil naše goste, hvala, da ste se odzvali, pa tudi vas, ki nas spremljate bodisi v živo ali pa prek interneta. Vse bi pa še povabil, da skenirate QR kode in se res opogumite za postavljanje vprašanj, katere lahko tudi všečkate, torej vprašanja z več všečki bodo verjetno prišla na vrsto med prvimi. Najbolj, da kar začnemo. V debati na to temo se pojavlja več pojmov, ki niso nujno enoznačno definirani in bi jih morda zato zdaj probali definirati, da pridemo na isto valovno dolžino. Gospod Kavčič, začnimo, kaj je evtanazija in kaj je prostovoljno končanje življenja, ter kaj je mišljeno s pojmom pasivna evtanazija? Ja, hvala za vabilo, dober večer vsem skupaj. Evtanazija, ta prvo najprej rešimo evtanazijo. Eutanatos v grščini je dobra smrt. V današnjem času se izraz evtanazija uporablja predvsem za tiste postopke, pri katerih nekdo od zunaj odvzame življenje nekoga. Običajno je to ranljiv posameznik, bolnik, starostnik, nekaj takega. Ko gre za končanje življenja, se je fino zapomniti, imamo zmeraj splav, evtanazijo na drugi strani, to je lok življenja, splav, evtanazijo, umor, samomor, smrtna kazen. To je 5 načinov, 5 generalnih tipov jemanja človeškega življenja. V bistvu so to vse samo različne besede za umor ali pa vsaj uboj. To je zelo tako na hitro povedano in evtanazija se torej uvršča v ta spekter jemanja človeškega življenja. Na drugi strani imamo pomoč pri samomoru ali pa tudi asistirani samomor. To pa je, ko se nekdo še v času svojega zavedanja, čeprav je že ranljiv, bolehen in tako naprej, odloči, da bi rad zaključila svoje življenje in to izvede ob pomoči zdravstvenega sistema, recimo temu. To je recimo tako ta dvojni spekter, o katerem se mi kar naprej pogovarjamo. Zdaj, zakaj se kar naprej o tem pogovarjamo? Zakon, o katerem v nedeljo sicer ne bomo odločali,
je zakon o prostovoljnem končanju življenja. To je še tretji, četrti način, kako govoriti o tem. Lepši način, tak, da te, veste, kar rečeš, pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, ne, to je tako fajn zveni, da bi Jon lahko to uvrstil tamle v hospicu med storitve. Ali pa Karitas bi lahko to dala med storitve. A čutite, kako fino to zveni. Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Pomoč je nekaj lepega, prostovoljstvo je nekaj lepega, končanje življenja pa ne moreš lepše povedati in se reče pol končanje življenja. Tako, da se malo predstavljate, kako pomembni so ti pojmi. Potem pa še samozastrupitev ali pa prisilna medicinska zastrupitev, to se zdaj pojavlja v medijih precej, pa še ta zadnja zadeva, pasivna evtanazija. Ta se običajno posebej zdajle, to se malo vozi gor po dol, razumevanje pasivne evtanazije. V tejle referendumski kampanji se je najbolj izpostavljalo pasivno evtanazijo kot tiste primere, v katerih zdravniki recimo so prisiljeni dodati v telo pacienta nekatera zdravila, nekatera pomirjevala, analgetike in tako naprej. To bo Meta boljše razlagala, ki pod določeno dozo seveda pomagajo pacientu, imajo pa tudi dvojni učinek, ki ni predviden in ni hoten, drugi učinek, ki lahko privede tudi do zgodnejše smrti, kot bi bilo to predvideno. Z drugimi besedami, in s tem zaključim, pasivna evtanazija ne obstaja. Evtanazija je samo namensko jemanje človekovega življenja, v tem primeru ranljivega, bolnega, ostarelega življenja. Pasivna evtanazija ni evtanazija, oziroma to, kar sem prej povedal, ni evtanazija, to je samo, to so zelo težke odločitve, seveda tudi zdravniške odločitve, ampak nikoli ne gre pri tako imenovani pasivni evtanaziji za hoteno jemanje človekovega življenja, ampak gre še zmeraj za pomoč pacientu, ki pa ima lahko tudi drugi učinek, ki je celo predviden. Tako za razjasnitev pojmov. Hvala. Ampak kljub vsemu, gospa Rus, nekateri zagovorniki, kot pravijo, prostovoljnega končanja življenja in eutanazije, se pa sklicujejo, da je to na nek način v Sloveniji že omogočeno. Namreč zanima me, v katerih primerih je v medicini možno prenehati s podaljševanjem življenja. In tukaj se predlog zakona sklicuje na 27. člen zdravniškega kodeksa. Ja, hvala za to vprašanje. Lep večer tudi v mojem imenu. Gre za zelo pomembno pa tudi zahtevno področje. Gre za to, da je, če v nasplošno zdravniškem poklicu je naš tisti temeljni cilj ohranjanje življenja, je v primeru neke neozdravljive, napredovale bolezni situacija malo drugačna. Takrat pač ni tisti temeljni cilj podaljšanje življenja, ampak skrb za njegovo kvaliteto, zato ker pač medicina je zelo napredovala in je možno na koncu marsikaj narediti in marsikaj od tega lahko povzroči več škode kot koristi, ker pač ljudje smo in bomo vedno umrljiva bitja. Tako da je v teh primerih, ko sem rekla, ko gre za napredovalo bolezen, neozdravljivo, takrat je na mestu, da se ne uvaja oziroma opusti neke terapije oziroma diagnostične postopke, pri katerih pač bi šlo za preveliko neko škodo za bolnika. In ja, to se tudi poimenuje pasivna eutanazija in pač to je nekako zmotno pojmovanje, ker gre za nekaj povsem drugega. Gre za to, da se bolniku pač pusti umreti, kar je najbolj človeško. Tako. Hvala. No, prav tako se pa v predlogu zakona uporablja tudi izraz paliativna sedacija. Bi lahko tudi tega razložili in kako je etično pravičen? Ja, paliativna sedacija je pa tisti nek najbolj skrajen ukrep v paliativni medicini, pri kateri gre za to, da se bolnika uspava oziroma sedira takrat, ko ni možno na drug način lajšati nekih zelo izrazitih simptomov, če so bolečine ali pa nemir, slabost, če je to toliko izrazito, da zdravila ne pomagajo, se takrat bolnika lahko postopoma se povečuje te odmerke uspaval ali pa morfina, dokler se pač bolnika ne uspava. Ampak to je upravičeno res v teh izrednih primerih, tudi ko gre za zadnje dneve v bistvu življenja. Se pa to zelo redko uporablja
jaz sem to enkrat videla na paliativnem oddelku na Onkološkem inštitutu. Se mi zdi, da mogoče celo preredko, da smo zdravniki premalo usposobljeni v to smer, pa tako bojimo se tudi tega, ker gre za vse težko odločitev. Ja, prav zares težke odločitve. Potem pa bolnik umre vseeno naravne smrti ali od, bi lahko rekli, tudi overdose teh učinkovin. Ja, kakor so delali raziskave, dejansko paliativna sedacija niso ugotovili, da bi znatno skrajšala življenje bolnika. Gre pa tukaj za v bistvu neko terapijo dvojnega učinka. To pa pomeni, da je tisti temeljni cilj je lajšanje simptomov oziroma skrb za kvaliteto življenja, kar sem prej omenila, in pri čemer se pa dopušča tudi možen stranski učinek, da se morda prej zaključi to življenje, ampak tle v koncu življenja ni tisti ključen cilj, da se pač podaljšuje v nedogled življenja, ampak je res važno, da pač bolnik ne trpi. Hvala. In še eno vprašanje. Kaj pa, oziroma tako bom rekel, tudi predlog zakona in njegovi zagovorniki se pogosto sklicuje na interes posameznika do ohranitve svojega dostojanstva in na avtonomijo posameznika, torej kot argumenta za evtanazijo. Bi lahko to komentirali morda? Ja, sklicevanje na to načelo spoštovanja avtonomije je tisto temeljno, na katerem sloni cel koncept zagovorništva, legalizacije evtanazije. Pač avtonomija izhaja iz besed autos, nomos, to pomeni, da si sam sebi postavljaš zakone, sam odločaš o sebi. Ja, temelji pa ta zakon na nekem pojmovanju avtonomije, ki človeka vidi kot nekako izoliranega od ostalih, kot da je človek nekako otok, kar pa vemo, da ni, da smo neizbežno vpeti v neke odnose in pod vplivi drugih. In sploh se mi zdi tako težko govoriti o avtonomiji neznosno trpečega bolnika, ker neznosno trpljenje je tisti pogoj, ki je predviden za utemeljeno evtanazijo. In ja, že iz zgodovine vemo, da so recimo kakšne zapornike mučali in so potem pod vplivom trpljenja bili pripravljeni marsikaj povedati, včasih tudi neresnico, samo zato, da pač ne bi več trpeli. Tako da ja, tudi moje izkušnje so, da je težko govoriti o tej individualistični avtonomiji, ker ja, in okolica vpliva na bolnika in bolnik s svojimi odločitvami tudi vpliva na okolico. Tega pač ne smemo pozabiti. Svarus, hvala lepa. Ker pa se pogovarjamo o katoliškem stališču do evtanazije, prostovoljnega končanja življenja in tudi neznosnega trpljenja, bi tukaj prosil še za razlago dveh pojmov, ki se v razprave pogosto vključita kot temeljna. Gospod Kavčič, odkot izvira človekovo dostojanstvo in pa kaj je smisel trpljenja? O človekovem dostojanstvu govorimo posebej po drugi svetovni vojni. Torej, odnos katoliške cerkve do človeškega življenja je kar komplicirana tema, bolj kot bi si kdo morda mislila. Namreč, že ko gre za vprašanje smrtne kazni, je še danes kar veliko vprašanje, še zdaj se en lep kos cerkve recimo upira učenju svetega očeta Frančiška, da je smrtna kazen vedno prepovedana. Tako da že tukaj vidimo, da imamo nekatere težave in da je dostojanstvo človeškega življenja nekoliko zanimiv pojem. Po drugi svetovni vojni, po vseh tistih tragedijah, ki so se dogajale, se je oblikovala deklaracija o človekovih pravicah, katere eden od očetov te deklaracije je bil katoličan ali pa glavni oče. In se to tudi pozna, se pravi, da je tudi cerkveno učiteljstvo, ki ni nikoli, seveda zmeraj je bilo človeško življenje visoko cenjeno, ampak je bilo treba določene nianse nekoliko bolj razložiti še. Od takrat, ko se je zadeva dokončno usidrala, to je vsaj po drugi svetovni vojni, pa že prej, pa je jasno, da je človekovo dostojanstvo ena taka neodlepljiva nalepka, ki spremlja vsako človeško življenje samo zaradi tega, ker to življenje je.
In to je zelo, zelo pomembno, posebej za razumevanje nas katoličanov. Za nas je življenje sveto, teološke predpostavke so pa mnoge, tista ta prva je 27. vrstica, če se ne motim, v prvi Mojzesovi knjige, takoj od začetka, ustvarjeni po Božji podobi in te podobe ne boš uničeval in točno to se zgodi takoj potem. In tu je ta modrost Svetega pisma za nas katoličane tako strašno pomembna, da je človeško življenje hoteno od Boga, je krona stvarstva, ne zaradi tega, da nam je pol stvarstvo podvrženo, da delamo z njim, kar hočemo, ampak vendarle, da smo po razumu in po sposobnosti ljubiti podobni Bogu. Se pravi, da lahko stvarstvo preoblikujemo in da smo sposobni žrtvovanske ljubezni, kot nam jo na koncu pokaže Kristus na križu. To so te osnovne teološke predpostavke, pa potem še mnoge druge. Smisel trpljenja, o tem je pa težko teoretizirati. Bom kar iskren. Smisel trpljenja je huda zadeva. Je tisto, kar vidimo, ko pogledamo trpečega Gospoda na križu. Krščanstvo ima to udelano v svojih temeljih, da naše življenje ni pravljica, ampak je vrhunska, najboljša ljubezen je v tem, da tudi potrpimo ali celo trpimo eden za drugega in tudi sami v svojem življenju. Kar je v bistvu dejstvo našega življenja. Se to vsak ve, samo če imate srečo v življenju, da zdaj poznate samo košček tega, pa se pa v življenju lahko zgodijo hude stvari, ki jih je treba vedno znova izročati Gospodu. Sveta Cerkev je v zadnjih desetletjih nekoliko opustila svojo starodavno navado, da se je molilo in razlagalo posebej o pridruževanju svojega trpljenja Kristusovemu trpljenju. V Svetem pismu je zelo jasno, v Novi zavezi je en tak zanimiv glagol, da pridružujem Kristusu vse, kar nedostaja njegovemu trpljenju. Se pravi, da vse, kar je tudi hudega v življenju, izročamo Gospodu za blagor človeštva in za usmiljenje Gospoda nad nami. Tako da to je težko teoretizirati, o tem nima smisla toliko razpravljati, duhovniki pa zdravniki, pa tisti recimo, ki delajo v hospicu skrbi, pa vidimo to vsak dan, ko gremo do ranljivih, do bolnih, ki z vero prenašajo svoje trpljenje in pravijo, brez Gospoda mi ne bi uspevalo. Tako, tukaj noter se je treba poglabljati, je pa treba i tukaj na globoko. Takole samo malo s površinskim krščanstvom ne pridemo nikamor in ne razumemo ničesar. Hvala lepa. Zdaj bi pa nekako prišli na to, kaj privede do želje do evtanazije. Kaj je v teh ljudeh? Gospod Kanir, vi imate veliko izkušenj z delom z umirujočimi in ravno tukaj, naravno se zdi, da se človek vse življenje res bori za dolgo življenja, da se smrti utepa. Kakšna pa mora biti situacija, da si človek naenkrat želi smrti, na primer v primeru eutanazije? Kaj te ljudje doživljajo? Ja, tu gre za res hude eksistencialne bivalne stiske. Lahko si samo skušamo predstavljati, kako huda stiska mora biti v človeku, da ne vidi nobenega smisla več v tem, da skuša živeti, pa tudi v opori, o volji, o upanju, tega ni več. Torej, zakaj do tega privede, lahko več razlogov, največkrat tu gre pač za neke res hude bolečine, ampak te bolečine so pa tu zato, ker za tega človeka ni dovolj dobro poskrbljeno. Prepričan sem, da za vse, ki poskrbimo, torej zdravstvo ali pa vsi ostali, tudi nevladne organizacije, društva in vsi neformalni oskrbovalci, torej družinski člani, da marsikoga v bistvu ta želja mislim, da ne gre toliko za željo po eutanaziji, kot po tem, da bi bilo končno konec tega trpljenja. Gre za tak hud klic na pomoč, ki v bistvu res, mislim, bi mogel nam vsem prižgati alarme, zakaj ne poskrbimo za te ljudi. Ker ko govorimo o teh ljudeh, si mislimo nekaj teh ljudi, ki so tam nekje, ki trpijo, ki so hudo bolni. Velikokrat se pa ne zavedamo, da to se lahko zgodi nam. Pa ne samo nam, ampak to se lahko zgodi mojemu bratu, moje mami, mojemu očetu ali pa tvojemu. In
Torej, mislim, da moramo pri tem, ko ljudje razmišljajo, če že razmišljajo o evtanaziji, jim moramo resno pomagati takoj. Ne jutri, ne v ponedeljek, ko bodo uradne ure, ampak takoj. Torej, moramo preprečevati že v osnovi te hude bivanjske stiske, da do te želje sploh ne bo prišlo in potem ne bo potrebno se ukvarjati z vprašanjem evtanazija da ali ne. Hvala lepa. In morda je ravno to, ta trud, da se življenje ohrani, oziroma bom tako rekel, ravno ta trud, da se vse naredi, preden bi prišlo do evtanazije skupen, kot sem razmišljal, in zagovornikom za in proti. Na tej točki pa bi vprašal gospa Rus, če trdimo, da sta evtanazija in pomoč pri samomoru recimo nesprejemljiva, moramo ponuditi dobro alternativo in tukaj je veliko govora o paliativni oskrbi. Bi lahko razložili, kaj je paliativna oskrba in do kakšne mere paliativa v medicinskem smislu olajša trpljenje? Ja, paliativna oskrba, palias pomeni lajšanje, se pravi, paliativna oskrba je usmerjena v lajšanje simptomov in tukaj ne gre samo za te telesne simptome, bolečina, slabost, neko težko dihanje, ampak tudi za neke stiske na duševni ravni, na duhovni ravni, neke socialne stiske, osamljenost, ker paliativna oskrba je celostna oskrba, gre za zelo tak interdisciplinaren timski pristop, kjer sodelujemo z zdravniki, skupaj z medicinskimi sestrami, socialnimi delavci, psihologi, tudi duhovniki. Gre pa za zelo zahtevno oskrbo in mislim, da v Sloveniji tako je zelo različno poskrbljeno v smislu te paliativne oskrbe, glede na regije, ki živijo bolniki, tudi kakšno bolezen imajo, tako da ja, mislim, da imamo še tukaj kar veliko prostora za izboljšave. Se pravi, je lajšanje trpljenja kar velik del paliativne oskrbe ali pa tudi bistvo morda? Ja, gotovo. Je pa, se mi zdi smiselno razločevati bolečino pa trpljenje. Meni je blizu ena misel italijanskega filozofa Adriana Pessine, ki pravi, da je to, kar razlikuje bolečino od trpljenja, da gre pri trpljenju za pomanjkanje smisla, da lahko nekoga še toliko nekaj boli, ampak če vidi nekak smisel v svojem življenju, ne trpi toliko kot pa nekdo, ki ga ne rabi nič boleti, pa nima smisla. Ja, je pa medicina v zadnjih letih zelo napredovala tudi na področju olajšanja bolečin, tako da v veliki meri se da bolečine olajšati do neke znosne mere. Res izjemne so pa pač situacije, ki gotovo so zelo težke, sem jih sama večkrat doživela in jih ni za podcenjevati. Takrat se mi zdi res še bolj važna ta podpora, taka celostna oskrba, pa res v skrajnih primerih to, kar smo govorili prej, ta paliativna sedacija recimo. Hvala. Ko smo ravno pri bolečini, ali obstaja kakšna redka bolezen ali situacija, kjer medicina neučinkovito lajša bolečine, pa recimo, da ne govorimo tukaj o terminalni fazi, ampak da je bolezen traja recimo vrsto let? Ja. Gotovo so stanja in so bolezni, kjer so bolečine lahko res izrazite pa kompleksne. Ja, poudarila bi, da je takih stanj res malo, so pa gotovo prisotna, ampak imamo pa na drugi strani tudi te najbolj razvite metode, tudi invazivne, recimo z prekinitvami nekih bolečinskih vlaken, z raznimi obsevanji, imamo zelo močno tudi farmakoterapijo. Gre pa za kompleksna zdravljenja in žal niso dostopna, se mi zdi, vsem, ki bi rabili to. Tako da res tle se mi zdi, problem je tudi, ker ta paliativna medicina ni toliko zanimiva za razvoj, tudi za neke farmacevtske podjetja, da bi študije delali. Tako da vseeno se mi zdi malo zaostaja za ostalo neko intenzivno medicino. Tako. Hvala. Gospod Kanir, kaj pa paliativna oskrba v zadnjih fazah življenja? Kako poteka in ali je po vašem mnenju v celoti oziroma v praksi nekako celostna?
Trenutno gotovo ne, ker če bi bila, ne bi razmišljali toliko o evtanaziji. Če bi imeli dovolj dobro, ali pa verjamem, upam trditi, da ko bomo imeli dovolj dobro urejeno področje paliativne oskrbe, se bo ta želja po evtanaziji bistveno zmanjšala oziroma morda približala številu ljudi na nič, ali pa morda jih bo res teh redkih primerov le malo. Torej, kar se paliativne oskrbe tiče, mi v Slovenskem društvu Hospic med drugim, ko spremljamo umirajoče, tesno sodelujemo z vsemi ostalimi organizacijami, seveda z zdravstvom predvsem, in mi smo v bistvu tu kot neka podpora. V bistvu je naloga zdravstva, da poskrbi za paliativno oskrbo v zdravstvenem smislu, torej protibolečinske terapije in teh zadev. Mi pa smo pri umirajočih prisotni predvsem zato, da jih spremljamo. Torej, pod spremljanje v bistvu povzamemo ta čas, ki ga darujemo tam ob umirajočemu človeku in smo tam zanj. Za nekoga to pomeni, da se z njim pogovarjamo, nekoga velikokrat poslušamo, ko bolniki, ki so še v taki fazi, da še govorijo, razlagajo življenjske zgodbe in kaj podobnega, z nekom prepevamo, nekomu beremo knjige, ob nekomu smo pa tiho. In kar je najpomembneje, da smo tam prisotni. Takrat ne gledamo na uro, a sem že eno uro tu, kaj me še čaka. Ne, takrat odklopimo v bistvu ves svet, vso dogajanje, vse skrbi in se posvetimo umirajoči osebi. In iz izkušenj vidim, da je to, kar bi marsikdo označil za nek larifari ali pa samo za pogovor, to ne bo pomagalo umirajočemu človeku v bolečinah, ampak pomaga. Zelo, zelo pomaga, pa ne samo tistemu umirajočemu človeku, ampak tudi njegovi družini oziroma njegovim oskrbovalcem. Ker vemo, da fizična bolečina ali pa fizični občutki so eno, zelo nas pa spremlja tudi to psihično, duhovno stanje. In zato je izredno pomembno, morda predvsem v trenutkih umiranja ali pa v trenutkih paliativne oskrbe, ki je lahko v bistvu tudi zelo dolgo, več tednov, več mesecev, morda celo let, dolgo obdobje, da iz tistega časa naredimo nekaj smiselnega. In to je vloga vseh nas, ki smo ob umirajočih, da jim, kolikor se le da, osmislimo, olepšamo te trenutke, da to obdobje dobi smisel in da je lahko tudi umiranje, minevanje nekaj lepega, ker prav gotovo je nekaj svetega. Ob umirajočemu vedno rečemo, da je to sveti prostor umirajočega, ker to je nekaj posebnega. To je nekaj, čemur se moraš posvetiti in zato takrat niti ne moreš razmišljati o službi in svetovnih problemih, ker je nekaj posebnega biti ob umirajoči osebi. In v bistvu šele takrat se zares zavemo, kaj v življenju šteje in v bistvu začutimo marsikaj, kar je težko opisati z besedami. In vsi, ki imamo stik z umirajočimi, če tudi gre za hude bolezni ali pa za hude bolečine, vemo, da je nekaj več kot samo življenje ali pa hitro prekinitev bolečin, ker vidimo smisel v tem obdobju, če tudi je lahko težko ali pa morda boleče. Ja, morda bi na tej točki sam dodala, tako hvala za to dopolnitev, ja, da izkušnje teh držav, kjer pa je že uzakonjena evtanazija, kažejo, da večina teh prošenj ni posledica nekih neobvladanih simptomov. V približno 30% se jih odloči zaradi bolečin in drugih telesnih simptomov. V večjem deležu je še vedno neko trpljenje zaradi občutka izgube avtonomije, da ne morejo sami poskrbeti zase, dostojanstva, da imajo občutek, da niso več vredni, to, da so breme drugim. To so neki taki še pogostejši razlogi, kot so telesni simptomi, samo toliko. Hvala. Samo trenutek, se da te raziskave tudi najti na spletu, so dostopne? Ja, seveda, lahko kakšno pošljem na Facebook stran. Morda naknadno morda bo Katoliška mladina lahko objavila še kaj takega. Hvala. Jon, ste hoteli še kaj reči? Ja, to, kar tudi opažam ob umirajočih ljudeh, je, da vera lahko ali pa običajno res v veliki meri pomaga umirajočemu človeku. Ne le pri sprejemanju bolečin, pri tem že v bistvu v tem daljšem obdobju umiranja, ampak osebe, ki so
trdno verne, ki verujejo, kaj jih čaka po smrti, običajno nimajo takšnih težav, takšnih skrbi, kaj bo, ko smrt pride, ker vedo, kaj jih čaka. In zato opažam precej več miru, morda pa celo pričakovanja smrti pri osebah, ki so verne, kot pa pri tistih, ki niso, ker velikokrat tiste ljudi pa spremlja strah, negotovost, ogromno njih teh neprijetnih občutkov in mislim, da prav to je tudi glavni razlog za tega, da se smrti tako bojimo in se v njej sploh ne želimo pogovarjati. Hvala. Gospa Rus, morda sem tale nekako umestno vprašanje. Zgodi se tudi, da neozdravljivo hudo trpljenje že dosti pred smrtjo pride. Verjetno na podoben način lahko tudi stojimo ob strani tem osebam, naprimer tetraplegikom, recimo ravno to, da smo ob njih, ali kako je to v praksi? Ja, gotovo je trpljenje nekaj zelo subjektivnega in jaz se ne čutim tako kot zunanja, da bi presojala o trpljenju drugih. Ampak ja, mogoče bi delila eno misel kolega ortopeda, ki se ukvarja s poškodbami pač na hrbtenjači in z ljudmi, ki čez noč pristanejo na vozičkih. Pač on je rekel, da pa tudi raziskave podobno podpirajo, da v tistem začetni fazi so ljudje pogosto doživljajo nek šok, izgubijo potrese jim cel svet in marsikdo takrat zapros za predčasno končanje življenja, ker ne vidi več smisla izhoda. Ampak čez nekaj časa, lahko to traja tudi več let, pa te ljudje začnejo zelo polno živeti in ne vem, mogoče imate vi tudi kakšno tako izkušnjo. Ja, tako da se mi zdi, je težko presojati ja, za naprej. In ne vem, nočem si predstavljati, kaj bi pomenilo, če bi bila uzakonjena evtanazija. Potem vseh teh ljudi, ki so zelo dragoceni člani naše družbe, ne bi bilo z nami. Gotovo pa je naša naloga, tako kot ste že nakazali, da pač smo z njimi, da damo trpečim vedeti, da so pomembni, da so vredni. Hvala lepa. Kaj pa morda, gospod Kavčič, psihično in duhovno trpljenje? To gotovo in verujoči, neverujoči doživljajo, ampak ste imeli kot duhovnik to vrsten stik z bolniki, s tem, ki so imeli hude psihične ali pa duhovne preizkušnje? Ja, kot duhovnik se temu ne izogneš. Ne? Po jutrišnjem je prvi petek in bomo spet tam. Tako da, ko greš do bolnikov, jaz sem imel tudi eno izkušnjo, kjer mi je ena oseba umrla dobesedno na rokah in mi to ostaja, recimo tista mirna, pripravljena, trpeča, ampak pripravljena smrt. To pa tudi osebne izkušnje se ne sem doživljaš kot duhovnik, pa prej ali slej tudi v domačih, prej ali slej pride bolezen, smrt, starost, vseh sort stvari. Se mi zdi zelo pomembno še enkrat poudariti to, kar ste vi, Jon, prej rekli, da se ne bi čudili temu zakonu in tem idejam v naši družbi. Jaz se jim ne čudim, jaz jih globoko razumem, ker v globoko sekularizirani družbi mi se še zmeraj pretvarjamo, pa dajmo ven poročila, letna poročila katoliške cerkve, imamo 60% krščenih, bla, bla, ne, kar nekaj. Imamo globoko sekularizirano družbo, v sami naravi nas kristjanov, kristjank pa je, da imamo v sebi ugrajeno po milosti Svetega Krsta krepost upanja. In to je tisto, kar ste vi prej rekli. Se pravi, da drugače doživljajo trpljenje verni ljudje. In ko se ta bolj cerkveno pripadnostna ali manj, tiska hodi k maši, pa unka ne hodi k maši, ko se to začne krhati, ta notranja pripadnost veri pa Gospodu Jezusu, upada tudi krepost upanja v družbi. In zaradi tega je potem to, kar ste vprašali, te vrste trpljenja pridejo potem zelo do izraza in se je treba zavedati, da če krepost upanja v človeku ne utripa, je popolnoma logično, da je človek nekako
vreden omembe ali pa kakorkoli vreden, samo dokler je mlad, zdrav, v redu, produktiven, so zapisali naši škofje, produktiven. Ko se to izčrpa, ne ti sam pri sebi ne vidiš, ne drugi pri tebi ne vidijo posebne potrebe, da v tem stadiju ostajaš, v stadiju dolgotrajne, celo terminalne bolezni. Pa tukaj je globoko krščansko vprašanje zadaj. Bi vas želel na to opozoriti, da se zavedamo kot kristjani, da vsakršna vrsta trpljenja, vi ste tam omenili 2 vrsti, vsakršna vrsta trpljenja je drugačna, če je doživeta na krščanski način. Ko ta krepost upanja v družbi upada zraven tudi vsakršen smisel trpljenja, doživljanja trpljenja, celo starosti, bolezni, ranljivosti in tako naprej. Je logično, ker pač zgniješ in te ni. Hvala lepa. Morda bi lahko tukaj vprašal gospod Kanir, ste že kdaj doživeli, da bi si kdo zaželel eutanazije? Pa so bili to ali svojci ali pa umirajoči? Pri naših uporabnikih v bistvu tega ne zaznavamo kaj veliko, ravno zaradi tega, ker zanje poskrbimo. Torej ne samo mi, ampak tudi mi seveda v sodelovanju z drugimi organizacijami, kot sem že prej povedal. Torej človek, za katerega je poskrbljeno, res običajno ali pa mogoče v res redkih primerih si še želi eutanazije. Sicer pa te potrebe nima, ker je ne potrebuje, ker vidi več smisla v življenju, kot pa najbrž sicer večina ljudi. To sem že prej omenil, pa hočem poudariti, da ljudje ne želijo eutanazije, ne želijo si umreti, želijo samo, da se to trpljenje na kakršenkoli način že neha. In dajmo mi poskrbeti zanje in jim ponuditi življenje, ker bodo vsi raje izbrali življenje. Smrt je pač skrajni izhod, ker pač nimajo boljšega, ampak lahko jim ga pa ponudimo. Hvala lepa. Bi šli tukaj malo naprej, na bolj morda versko vsebino. Skratka, katekizem katoliške cerkve po Svetem pismu uči, da je vera Božji dar, nadnaravna krepost, ki jo vlije Bog. Da pride do take vere, je potrebno predhodna in pomagajoča Božja milost ter notranja podpora Svetega Duha. Gospod Kavčič, kaj pa izkušnja doživljanja dolgotrajnega trpljenja in trpeče smrti za neverujoče, predvsem za neverujoče tukaj? Kot je že prej omenjeno, je to gotovo zelo problematična točka. Zaradi tega se pa zdaj v studijih, ko se srečujemo ravno 2 tedna nazaj, pa predvčerajšnjem, ko so sedela z gospodom Pleterskim, ki je prvi podpisani pod ta zakon, ki bo šel še enkrat v obravnavo, če bo referendum po njihovo uspel, je sedel takole na moji levi, pa so malo klepetala prej in potem in je to zelo zaznavno. To niso dobro, kakšni, ki zagovarjajo v teh studijih, ko sem poslušal, kakšni so bili taki, da zveni kot, da bi najrajši vse pobili na tem svetu. Ampak kakšen je pa tak, ki ga prav vidiš, da iskreno išče neko varianto tudi v tem prehitrem končanju življenja, ker pač nima drugega obzorja, ker ne vidi onkraj, ker ne vidi onkraj od ondot, pravimo v veroizpovedi. Ne vidiš tja. In to je to, kar ste omenili in točno to, kar piše, to je del iz katekizma o krepostih, tam na začetku pri kreposti vere, ki je ulita, če tega ni. Ulita je posebej po milosti Svetega krsta, potem imamo tukaj težave. Poudarjam pa, bomo še kakšno verjetno rekli o tem, da ni potrebno za razumevanje negativnosti take zakonske uredbe, se pravi uvajanja samomora s pomočjo, kar zmeraj rezultira v eutanazijah na koncu, tak primer je Kanada, najprej gre samomor s pomočjo, ker tam je avtonomija, tam je svoboda, tam je samoodločba, tam je sočutje in ljudje rečejo, ja, super, to smo pa za, ampak pa na koncu je statistika, mislim, da je rekel, to pa niso raziskave zdaj, lahko greste gledati, o tem je govoril gospod Schadenberg, ko je bil v Sloveniji, če je kdo zasledil,
lahko pogugla ta priimek, je rekel, 90% je potem eutanazij, samo še 10% je pa pomoči pri samomoru. Se pravi, vse te argumenti, ki se jih bomo še dotaknili, kažejo na to, da ni treba imeti kreposti vere, niti kreposti upanja, da racionalno razumemo, kakšne negativne učinke, vsaj na dolgi, če že ne na kratki rok, bi imela tovrstna zakonska ureditev. Hvala. Gospod Kanir, isto vprašanje. Vi se tudi srečujete z veliko mirujočimi, ali pri svojem delu opažate razliko v doživljanju smrti za neverujoče in njihove bližnje tudi? Ja, za umirajoče sem že prej omenil, da absolutno je veliko lažje in prijetne je celo dojemanje lastne minljivosti in smrti. Prav tako pa v bistvu enako za vse svojce, pa tudi prijatelje, znance, sosede in vse v širšem krogu. Še vedno ni nikoli smrt, izguba, pa če tudi smo se na njo pripravljali, recimo po dolgotrajnem paliativni oskrbi, lahko nekaj mesecev, ko pa človek le ima neke priložnosti se na to vsaj približno pripraviti, pa vedno, mislim, nikoli nismo na to res, da rečemo, ok, zdaj pa je primeren čas, ali pa so res izjemno redki primeri. Je pa gotovo veliko lažje, če veš, če veruješ, kaj se je s tem človekom zgodilo, in na tak način v bistvu tudi veliko lažje lahko človeka spustiš. Nekdo, ki umira, pa zaznavamo pri našem delu žal še vedno precej pogosto, da imaš občutek, kot da ti domači, ti svojci tega človeka držijo in ga nikakor ne spustijo. Na tak čuden način ga sicer v dobri veri, z ljubezni želijo obdržati tu, ampak to ni dobro, ne? Človeka je treba spustiti, kot temu rečemo. In verjamem, da je to z vero precej lažje. Se pravi, spustiti, da nekako... Po domače rečeno, da človeku dovolimo umreti. In tudi potem, ko umre, zdaj je umrl. Zdaj ga lahko spomin nanj ohranjamo na različne načine in to je potem proces žalovanja, ki sledi, je precej lažji, precej manj neprijeten, če si dovolimo pač živeti zdaj na tak način naprej. Brez te osebe tu fizično, imamo pa veliko načinov, kako jo pa lahko ohranjamo živo skozi naše spomine, skozi pogovore, zgodbe o tem, kaj je ta oseba doživela, naredila ali pa kaj smo mi skupaj doživeli z njo. In to se mi zdi ena čudovita oblika v bistvu poslavljanja, spominjanja, žalovanja, hkrati pa tega, da to osebo ohranjamo živo na en prav poseben način. Na nek način poglabljanja odnosa. Kaj pa morda, imate izkušnjo, če recimo svojci ne morejo spustiti osebe, kakšni so to? So to pritiski na umirajoče? Povem kar en konkreten primer, ki je meni precej spremenil pogled na te zadeve. Ena družina je bila, oče je že dolgo časa umiral in potem, kot temu rečemo, ni mogel umreti. Vse je že kazalo na to, da bi že mogel zapustiti ta svet, tudi on je že v bistvu smrt pričakoval, imel pa je neurejen odnos z enim od sinov. Ta sin v bistvu je živel drugje in z družino sploh ni komuniciral, imeli so neke zamere, sploh ni važno, za kaj gre. In oče je večkrat jasno izrazil željo, da želi tega sina še videti, da mu želi oprostiti, se z njim pobotati in na to mirno umreti. Družina mu pa tega niti podrazno ni dovolila, ni omogočila, so rekli, da ne, zaradi pač prej omenjenih zamer. No in potem so tudi, v bistvu smo stopili skupaj, torej hospic in druge organizacije, ko smo to prepoznali, da smo vedeli, da je res to očetova želja in mi se zavzemamo za to, da se spoštuje želje umirajočega. In je šel torej ta oče v bolnišnico, kjer ga je pa sin lahko obiskal takoj. Ne vem, če sta kaj veliko sploh govorila, mislim, da ni bilo potrebno, mislim, da je bil pogled in dotik dovolj. In ta oče je 1 uro potem, ko je sin odšel, umrl. Prej pa se je to vleklo tedne in tedne in to nam lahko veliko pove, ne? Ker oni so ga držali nazaj in mu niso teh želja izpolnili, pa bi mu jih mogli, ker je to njegova pravica. Vsi smo lahko enkrat na tem mestu. Mislim, da si vsi zaslužimo in želimo, da so nam takšne želje, sploh pa po odnosih z najbližjimi, omogočene.
In na tak način lahko človeka držimo ali pa mu omogočimo lepo, dostojno slovo in potem tudi smrt. Zanimivo, kakšno moč ima odpuščanje. Gospod Kavčič, sklepamo, da uzakonjena evtanazija gotovo že vpliva na širšo družbo, recimo v drugih državah. Bi lahko komentirali, kako se to opazi? Ja, torej, jaz sem študiral nekaj let v tujini in sem imel stika z ljudmi iz tujine, ki so znali povedati, kako to vpliva. In to je eno neopisljivo stanje, kar nekaj, recimo Kanadčani so to znali povedati, kako na neotipljiv, nejasen način postaja družba nekako temačna, nekako ne najbolj prijetna. To so te notranje občutki v narodu, ki jih je težko točno definirati, točno povedati, ampak se človek v tem, kar je, v tem, ko skupaj bivamo v neki domovini, recimo v naši ljubi državi, a se kot Slovenci počutimo v redu ali ne. To je ena taka neopisljiva posledica. Drugače so pa posledice tako ali pa tako tudi statistično jasne. Vsak, ki si vzame nekaj časa in gre zadeve nekoliko pogooglati, hitro najde statistike, kjer se vidi, da uvedba takih zakonodaj nikoli ne konča svoje poti tam, kjer se jih sprejme, ampak je samo vprašanje časa, kdaj potem razna sodišča, drugačne sestave parlamentov, bolj na to realnost prilagojeni in navajeni ljudje, vsi ti torej sprejemajo vedno bolj radikalne odločitve na tem področju. To je eden od tistih argumentov, ki sem jih imel prej v mislih, se pravi, družba potegne takratko vsaj na dolgi, če ne že na kratki rok. Jaz zmeraj govorim o eni magični meji, ki je nevidna, ampak ko je prestopljena, je prepozno za nekatere zadeve. V tem je problem tega zakona, ker vsi se strinjamo, eni, drugi, tretji, četrti, da bi bilo potrebno boljše poskrbeti za trpeče, da je treba čim več narediti za tistega, ki trpi, ki je ranljiv, ki je bolehen in tako naprej. Vendar je DDV, ki je prilepljen na ceno, na prvotno ceno, je veliko višji kot 22%. Obdavčitev v tem primeru na dolgi rok je katastrofalno visoka. V tem, kako se gleda na človeka in predvsem v tem, kako se ranljivi počutijo. Jaz osebno, tudi če se postavim izven duhovniške vloge, celo izven tega, da sem kristjan, pa poskušam z druge strani pogledati, jaz si ne želim starati v taki družbi, kjer mi ne bo nihče rekel, daj Gabriel, ustrel se že, pa pet na uni svet, ko nas obremenjuješ, ko je zoprn bil že, ko je bil zdrav, kaj šele zdaj, ko je zbolan. Ampak bom sam vedel, da se lahko umaknem, se lahko spokam, da ni treba, da obremenjujem zdravstveni sistem, pa mojo družino, pa moje prijatelje in tako naprej. Da ni potrebe, da se jim lahko umaknem. Temu rečemo pasivna prisila k samomoru. In to je recimo zame osebno najhujša racionalna posledica, ki se gotovo na dolgi rok nastane v vsaki družbi, kot ste vprašali, ki se bi odločila za prestop te magične meje. Ko dijakom to razlagam, se zmeraj, a ste gledali Harryja Potterja, tisti tam spodaj, ko oni Sirius Black pade čez eno zaveso na drugo stran. Evo, so gledali, vidiš. Ta magična meja je prestopljena med življenjem in smrtjo. Je nevidna, ampak na dolgi rok usodna. A mislite, da če ta tema ne bi bila tak tabu, ne bi bilo tega pasivnega pritiska na družbo? Mislite, da je tema umiranja tabu tema? Ja, in tema evtanazije, kot ste rekli. Tako, lejte, zdaj koliko je to tabu tema, ne vem, do ene mere gotovo. Ta tema je mimo grede zelo široka, danes nimamo časa, da bi vse to razpredli. Ampak naš odnos do smrti in ankete, ki kažejo veliko naklonjenost tem rešitvam, čeprav bomo videli, to se je dogajalo že v zgodovini naše države, pa je pa glih obratno bilo na referendumu, tako da do zadnjega ne bomo vedeli. Ampak
Jaz vse to povezujem zelo na široko situacijo v naši družbi, vključno z žarnimi pogrebi. Mi bolehne umikamo v bolnice. Če ti nekdo od tvojih dragih umre v bolnici, moraš milo prositi, da te počaka, saj v naš primer doma je bil tak, da je morala mama milo prositi, da je skočila na drugo stran Slovenije in da je uhitela videti svojega očeta, preden so ga zapakirali pa odpeljali. Starejše umikamo, oziroma smo jih šele zdaj nehali umikati, ker si ne moramo več privoščiti domov za ostarele, če ne bi jih pa glih tako umikali. Ko hodim po domovih za ostarele, je zelo hitro vidno, koga že dolgo noben svojc ni obiskal, pa kje so svojci vsak dan na obisku. To je zelo, zelo široka tema, te tabu teme evtanazije, tabu teme staranja, umiranja, pokopavanja na vse zadnje. In ta nihilizem, ta ničevost, ki nam utripa v družbi, se nam kaže vse povsod. Od tega, da ljudje prav hrepenijo potem, da bi popolnoma zginili z tega sveta in se dajo raztrositi, ne pravim, da je to edini razlog, imamo to komplicirano temo, do tega, da že predčasno končamo življenje. Še enkrat ponavljam, se ne čudim tem idejam v naši družbi. Gospod Kavčič, hvala lepa. In ravno tu smo zdaj pri Švici, namreč pomoč pri samomoru Švica nudi že danes in to tudi tujim državljanom. Torej lahko Slovenci že danes, če tudi nimamo tovrstnega zakona, to dejanje izvedemo v Švici, torej pomoč pri samomoru se tam to reče. In tu me zanima, gospod Kanir, kako lahko sistemsko ali kot posamezniki pomagamo ljudem, ki zaradi stiske razmišljajo o tej možnosti. Pa še to, ali je po vašem dovolj teh podpornih skupin v širši družbi, kot imate tudi vi, recimo za žalujoče in tako? V prvi vrsti bi bilo to dobro urediti sistemsko. Z vidika zdravstva, ker paliativna oskrba, o kateri veliko govorimo, ko se bo, verjamem, da se bo dovolj dobro uredila, se bo mnogim ljudem pomagalo, kar smo že prej govorili, in ne bodo čutili te želje po evtanaziji. Sicer pa je izrednega pomena tudi to spremljanje na različne oblike, tako formalno kot tudi neformalno, pa mogoče slednje še toliko bolj učinkovito. Tako mi recimo iz Slovenskega društva Hospic, ko spremljamo umirajoče, se z njimi pogovarjamo, jim pomagamo pri razreševanju dilem ali pa pri ovrednotenju njihovih čustev in občutkov, do vseh prijateljev, znancev, sosedov, mi vsi v bistvu soustvarjamo to družbo, odnose s tem človekom in njegovo v bistvu počutje, zaznavanje sveta. In če bo človeku, ki razmišlja o evtanaziji, lahko pomagamo na način, torej vsi mi, ne le hospic, zdravstvo ali pa duhovnik, ampak vsi mi na način, da smo dobri spremljevalci, sogovorniki, prijatelji, z veliko začetnico mišljeno. Torej, po domače rečeno, da se imamo radi. Ker s tem, ko se bomo imeli radi, ko bomo pokazali v nekih majhnih dejanjih to drug drugemu, predvsem pa ljudem, ki so v stiski, v bivanjski stiski, se bodo veliko bolje počutili in bodo lažje sprejeli to breme, ki jim je naloženo, to bolezen, to trpljenje, in bodo morda zaradi enega preprostega pogovora ali pa sočutnega objema začutili smisel življenja in ne le željo po evtanaziji. Hvala lepa. Gospa Rus, predlog zakona trdi, da, zdaj bom pa citiral, v državah, ki že imajo uzakonjeno pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, ni zlorab, prav tako ne obstaja nobena sociološka študija, ki bi na preverljiv način dokazala zdrs družbenega odnosa do starih, bolnih in onemoglih. A lahko to komentirate? Ja, jaz se s tem glih težko strinjam, ker so raziskave tudi pač za res rigorozno metodologijo javno dostopne, da se dogajajo zlorabe. Jih je pa zelo težko meriti, ker se ne poroča o njih. V Belgiji recimo je tak sistem, da ni komisije, ki bi vnaprej presojala, ali neka prošnja upravičena ali ne, ampak šele potem, ko zdravnik izvede evtanazijo, mora primer prijaviti neki državni komisiji.
In neka anonimna študija je pokazala, da približno 50% evtanazij se sploh ne prijavlja in da je tudi nekaj procentov teh neprostovoljnih evtanazij, kar pomeni pač navaden umor. Se pravi, se ne prijavlja, ker je sistem tam zato preslabo urejen? Ker se ne odloča za to, morda tudi, ker se bojijo nekega kazenskega pregona, če bi šlo za bolj očitno odstopanje od tega zakona. To, kar se tiče pa družbenega zdrsa, tukaj gre pa za to, da čim se naredi ta prvi korak, se pravi upraviči, legalizira evtanazijo za neke izredne primere, neozdravljivo bolnih v zadnji fazi bolezni, potem je v bistvu nemogoče preprečiti, da bi se indikacije vse bolj širile in da bi se pač, o čemer je že Gabriel govoril, da bi se postopoma širil zakon, da bi vedno širše skupine imele dostop do evtanazije. Zato, ker pač živimo v družbi, v kateri je inkluzivnost oziroma vključujočnost ena zelo visokih vrednot in je v bistvu diskriminatorno, če mi rečemo, da pa recimo duševni bolniki nimajo dostopa do evtanazije. Ja, to je bil argument tudi za to, da so v Kanadi pred, mislim, da 2 letoma odobrili še za duševne bolnike evtanazijo in tako v Belgiji tudi za otroke že legalizirana evtanazija, ker pač tudi leta niso tista jasna meja. Tu zdaj govorite o tem recimo problemu spolskega terena, kjer se meje nekako prekoračujejo, kot je že gospod Kavčič rekel. A pa vi mislite, da gre pri predlagateljih recimo zakona dejansko za pozitivne namene ali nekako dejansko naklepajo varčevanje na proračunu in imajo ne vem kakšne namene za tem? Kaj vi mislite? Ja, težko vprašanje. Ja, v tem predlogu zakona je jasno, eksplicitno napisano, koliko bi država privarčevala, če bi uzakonili evtanazijo, zato ker je očitno paliativna oskrba bolj draga od evtanazije. Zdaj ne vem, mislim, da je to tudi potrebno v zakonu zapisati, kakšne so neke finančne posledice tega sprejema tega zakona za državo, tako da ja, osebno mislim, da gre za različne interese. Gotovo je evtanazija cenejša rešitev kot neka paliativna oskrba, ampak osebno tudi mislim, da so zagovorniki evtanazije, ki pač iskreno iščejo neko dobro opcijo, neko pomoč za trpeče. Hvala lepa. In morda preden gremo na del vaših vprašanj, še zadnje vprašanje. Gospod Kavčič, kako pa vi gledate na to, da se nekako, ko je to uzakonjeno, stvar stopnjuje? Recimo v Belgiji so že izvedli tudi evtanazijo nad 9-letnim dečkom, ki ima možganski tumor. Kako na to gledate? Jaz bi samo še nekaj zadev dodal. Tamle, ko je gospod Kanir govoril recimo o tem, koliko ljudi si želi evtanazijo. Tukaj bi jaz samo opozoril, da tukaj bi tudi Meta lahko še kaj rekla, katoliški zdravniki jih ni tako malo. Zdaj, meni ni še nihče od zdravnikov, pa imam jaz zelo zdravniško zaznamovano družino, še nihče mi ni rekel, da bi kadarkoli dobil to prošnjo. Tako da, paste, jaz pač delam v medijih, mediji so nevarna stvar. Tisto, kar se nekdo, posebej lastnik medija, odloči, da vam bo razlagal, tisto boste vi dobili v ušesa in potem tudi v možgane. In ta razlaga in to strašenje pred vsemi, ki se bojijo vsega tega, bojimo se mi mladi in upravičeno. Posebej v takem sistemu, v zdravstvenem sistemu, kot je slovenski, kjer te je strah biti bolan. Naš sistem je tako narejen, da moraš biti dovolj bolan, da je zate dobro oskrbljeno. Žal. Kljub naporom zdravnikov in tako naprej, je sistem samo v sebi problematičen in so taki predlogi cinični. To ena zadeva, druga zadeva glede finančnega vidika. Pri finančnem vidiku samo to, kot je Meta že rekla, zakon mora biti tako napisan, to si prav povedala, se pravi, moraš dati. Kar je hecno,
ni hecno, v bistvu je tragično, ne, odvratno za moje pojme v tem zakonu, je, da so bili bolj temeljiti, kot je verjetno to potrebno. Ker eno je povedati, koliko stane tak poseg, se pravi pentobarbital, toliko ur zdravniškega dela in tako naprej. Eno je pa, da potem daš primerjavo s paliativno oskrbo. To sta dve različni zadevi. Ker najprej v ta prvi točki poveš, koliko stane, to je treba narediti, če hočeš v Sloveniji zakon dati v državni zbor. Nekaj drugega pa je, da potem daš primerjavo s paliativno oskrbo in poveš, da je v tem konkretnem primeru cena posega 2/3 enomesečne oskrbe v paliativi. To pa je tragično. Glede zdrsa, ki ste ga omenili, pa tole, ne? Lahko pogledate, mislim, da je ravno danes objavljeno na Catholic News Agency. Mislim, da ni treba kaj dosti komentirati. In sicer Netherlands, se pravi Nizozemska, hvala lepa, je dovolila evtanazijo za fizično zdravo 29-letnico. Mislim, da ni potrebe po dodatnih pojasnilih glede zdrsa, ki ga je Meta že pokomentirala. Ja, hvala, gotovo je veliko napisan že ravno pod tem člankom, torej Catholic News Agency. Dobro, ura je že toliko, bi se vsem trem zahvalil za izčrpne odgovore, za pogovor. Dobili smo nekaj vprašanj, 16, ne bo časa za vse, ampak bomo probali te, ki so najbolje ocenjeni. Prvo je tole, kako argumentirati, zakaj evtanazija v nobenem primeru ni prava izbira osebi, ki vidik vere ne pomeni nič. Torej, to je vprašanje, se kdo od vas počuti nagovorjenega, torej kako argumentirati, zakaj evtanazija v nobenem primeru ni prava izbira osebi, ki vidik vere ne pomeni nič. Jaz bi najprej ločila to, ali govorimo o evtanaziji v nekem konkretnem primeru, ampak trenutno govorimo o legalizaciji evtanazije in tle se mi zdi še veliko lažje argumentirati, zakaj pač legalizacija evtanazije ni sprejemljiva tudi za izven, ne vem, verskih vod. Nekaj razlogov smo že našteli, pač mogoče v Sloveniji izstopa trenutno to, da veliko stvari ne štima v našem zdravstvu, paliativna oskrba ni dostopna. Recimo ljudje morajo več mesecev pa celo let čakati za prosto poslo v domu starejših, ta oskrba stane več tisoč evrov na mesec. Po drugi strani imamo pa evtanazijo, ki bi hitrejše rešila situacijo. To potem vse te zgodbe z zlorabami, se mi zdi zelo razumsko, čeprav je mogoče za koga težje dojeti tudi to sprememba vrednotenja življenja, ki bi se postopoma pojavila v družbi, čeprav je to težko meriti. A bi še kaj dodala vidva? Glejte, treba je biti moder v življenju. Ne? Zelo enostavno je v bistvu, pa tako komplicirano hkrati. Tak zakon, kot smo ga zdaj imeli in ga bomo v primeru uspeha referenduma pod narekovaji zopet dobili v parlamentarno proceduro, je solution to go. Je instant rešitev in jo razumem. Je pa vprašanje, a smo mi kot narod sposobni razumeti že kratkoročne, pa potem dolgoročne posledice. Tukaj pa se bojim, da se nam res zatakne. Se nam res zatika zaradi tega, ker ljudje enostavno ostajamo jaz z menoj o meni, okrog svojega popka se vrtimo in razmišljamo samo o tej možni situaciji. O vseh zlorabah, o tako imenovani pasivni prisili k samomoru, o vsem, kar se lahko pojavi in se v nekaterih državah že pojavlja, o tem pa ljudje največkrat nočejo slišati. Tako da opozarjam, lepo, če se nekdo trudi prepričati, je pa v našem času velikokrat tako, da pravzaprav je treba, apostol Peter pravi, zmeraj razlagati razloge svojega upanja, ampak marsikdaj noben niti racionalni razlog ne pomaga.
Če ti ne pomaga to, da vidiš, kam so zaplavale države, ki so se za to že odločile, potem bo argumentov prej ali slej zmanjkalo. No? S tem se je treba sprijazniti. Hvala. Bi še kdo kaj dodal? Okay. Naslednje vprašanje je bilo, ali je res, da s tem referendumom ne moremo zares uzakoniti evtanazije zaradi nedotakljivosti človeškega življenja, ki je zapisana v ustavi? Ja, vam povem obe varianti. Na eni strani tisti, ki so proti, to uporabljajo kot enega glavnih argumentov, se pravi 17. člen ustave, ki pravi, človeško življenje je nedotakljivo. Na drugi strani predlagatelji zakona vedno razlagajo, tudi trenutne stranke koalicije so predvsem glasne pri tem argumentu, ki so seveda tiste, ki nekako zastopajo trenutno, kako se ustava udejanja v naši domovini. Pravijo, to je člen, ki ščiti človeka in človekovo življenje pred državo, ne pa pred samim seboj in ne pred morebitno vnaprejšnjo odločitvijo o prenehanju svojega življenja, ki bi bila povzročena od zunaj. To pa je evtanazija. In točno tako je zakon spisan. Če si se odločil za prostovoljno, se pravi za samomor s pomočjo in v trenutku nisi sposobna tega izvesti, potem se izvede evtanazija. To je citat iz zakona. Se pravi, tale člen, da odgovorim na vprašanje, bo treba verjetno presojati. Glede na današnjo odločitev Ustavnega sodišča, od današnjega dne, je pričakovati, da bo Ustavno sodišče šlo v to smer, ki jo zagovarjajo podporniki zakona. Ker je bilo danes že jasno dano vedeti, sicer z drugimi argumenti, da mi kakšen pravnik ne zameri, če boste šli brati, sem šel brati vse, ampak smer je dana. Sodišče je sicer drugo uporabljalo druge argumente, ampak je šlo v to smer. Tako da jaz mislim, da bo tudi ustavne razlage s tem 17. členom grejo v to smer. Zdaj, vprašanje seveda je, tudi jaz tega argumenta mimo grede ne uporabljam običajno, ker je nekoliko sumljiv, posebej v naši domovini, ko Ustavno sodišče včasih tako, včasih drugače odloča in se potem nimaš pravne stalnosti, tako da se ne zanese na te zadeve. Spet dolgoročni problemi so tukaj, to, o čemer je Meta že govorila, kaj vse se kasneje pojavi, kaj vse je neprijavljeno, kaj vse pa res potem lahko nekoč nasprotuje 17. členu ustave, pa mi tega niti ne bomo vedeli, ker se bomo kot narod na to že privadili. To, tukaj noter, vidite, mimogrede, še eno zadevo morda za dodati, če drugega ne, če se v vseh teh argumentih izgubite, vam naj bo vse jasno, kako je to komplicirana tema in potem se vprašajte, če je pametno, da o tem tako na hitro razpravljamo in odločamo na referendumu in to množica ljudi, ki večina ve o tem vprašanju veliko manj, kot pa veste vi po današnjem večeru. To je kar se pa treba vprašati, zakaj sploh je ta referendum in kako in s kakšnim razlogom. Prav res, in koliko na koncu, kakšen vpliv ima retorika teh, ki so bili povabljeni na soočenja, ki so se predvajala po televiziji. Verjetno kar velik. Naslednje vprašanje, malo bolj moralne narave. Kaj je hujši greh, samomor ali evtanazija? Če bi kdo imel občutek za to. Torej, greh je vedno subjektivna kategorija. Katekizem je glede tega jasen, če bi koga zanimalo, koliko je že 1800 pa še nekaj, če se ne motim, posebej, ko govorimo o smrtnem grehu. Zdaj, kaj je hujše in kaj ne, se torej odloča dejansko od primera do primera. In določa to v obeh primerih Gospod Bog. Škofje so zapisali v zadnji izjavi, vam priporočam, dragi katoličani, katoličanke, da to preberete, so zapisali nekaj v smislu, da je podpiranje, izvajanje tovrstne zakonodaje, se pravi evtanazija ali samomor s pomočjo, ker mi bomo zdaj to imelo boje v tem zakonu, smrtni greh, ki je lahko večji, kakor tistega, ki to stori. In to je dobro izhodišče za odgovor na to vprašanje.
Zmeraj tudi moralni teologi dvignemo roke, ko gre za človeško ranljivost, za človeško trpljenje, za vse, kar zmanjšuje razsodnost, bi se temu reklo. Če koga zanima kaj več o tem, naj si prebere pa prvo izjavo škofovske konference na to temo, ker tam noter je pa to tudi namignjeno, da cerkev zmeraj razume in moli za tiste, ki si vzamejo življenje. Zaradi tega se je, taka zanimiva tema, zelo spremenil odnos do samomorilcev skozi zadnja desetletja, po Freudu praktično. Ker smo ugotovili, da ni tako enostavno, da se človek pač vrže z mostu, kot je v primeru Janeza Vianeja, tam, ko spoveduje eno gospo, pravi, moj mož se je ubil, pravi Janez Vianej se je skesal, tik prednje dol padel. In začutiš tragedijo te gospe v času francoske revolucije in po njej v času Janeza Vianeja, ko je še veljalo, da v trenutku, ko se je človek odločil vzeti življenje svojega ali drugega, ni važno, je bil tudi, se pravi, in če se ni skesal, kar se v primeru samomora ni mogel, je bil kriv smrtnega greha. Tako da to zadevo puščamo nekoliko odprto. Jaz mislim, da tukaj je edina alternativa, je preventiva in to je boj za življenje, veselje do življenja. Tako na področju, ko govorimo o splavu, kot samomora, eutanaziji, dajmo zmeraj to, o čemer je Jon prej govoril, se pravi, vse ta lepe strani življenja je treba ven privleči kot dobro alternativo vprašanju teh samomorov, pa tega, kar so same po sebi temačne teme, v subjektivno odgovornost posameznika pa cerkev rajši ne vstopa, ker nimamo pojma, kaj vse se dogaja v notranjosti človeka. Hvala lepa. Eno vprašanje je bilo, sem ga ocenil morda za Jona. Kaj pa hudo bolni, recimo rak v končnem stadiju, paliativa ne pomaga več in so sami v primeru, recimo, nimajo bližnjega in si želijo umreti. Kaj pa v tem primeru? V tem primeru, ko ni svojcev, pa še toliko bolj nastopimo vsi mi, ki smo tu ravno s tem namenom, da pomagamo umirajočim, recimo Slovensko društvo Hospic, pa mnoge ostale organizacije, pa ne samo organizacije, ampak tudi morda kakšni sosedje, prijatelji ali pa morda celo nekdo od neznancev, ki želi narediti nekaj dobrega. Res verjamem, da že to prijateljstvo, ta ljubezen, ki jo nudimo umirajoči osebi, da lahko do neke mere precej pomaga, ker ji vlije nekaj upanja, nekaj, pravzaprav smisla in mislim, da tudi to vsaj do neke mere seveda povozi to fizično bolečino. Sicer pa žal smo tudi mi na terenu po domovih umirajočih ljudi večkrat soočeni s tem, da dobimo informacijo, da paliativna oskrba ne pomaga več, da zdravniki ne znajo več pomagati, pa velikokrat to ne drži. Gre samo za to, da zdravniki, sestre, kdorkoli že, pač zdravstvo tej osebi ni pomagalo dovolj. Predpisalo je, ne vem, nekaj kapljic morfija ali nekaj tablet, ki so sprva zadoščale, potem pa ne več in žal se soočamo s tem, da potem se lahko ta oskrba ustavi ali pa samo zmanjša do te mere, da če niso svojci, ti neformalni oskrbovalci dovolj zagnani ali pa nimajo nekih poznanstv, da se potem pač zanje sploh ne skrbi več. In v tem primeru pa spet nastopimo humanitarne organizacije, kot recimo mi pri Hospicu imamo tudi svojo zdravnico, ki je res specialistka na tem področju z mnogimi izkušnjami, ki lahko čisto uradno predpiše dodatno protibolečinsko terapijo ali pa se vsaj posvetuje s temi zdravniki in imamo veliko primerov, ko se ti izzivi, ko rečejo svojci, da paliativna oskrba ne pomaga več, pa se vseeno najde pot, da se lahko še uredi in tem ljudem pomaga preživeti dostojno, morda celo lepo to zadnjo obdobje in na to seveda spokojno smrt. Hvala lepa. Morda je tu vprašanje za gospod Rus. Nekdo je vprašal, koliko človek trpi med evtanazijo, če se to sploh da zmeriti. Ja, kaj bi rekli? Jaz mislim, da je to težko zmeriti, pa tudi sama nimam izkušenj z evtanazijo. Težko je reči, načeloma je
namen, da človek čim manj trpi. Zato je tudi kombinacija zdravil, ki se jih ubrizga v žilo, taka, da so to pač neka pomirjevala, analgetiki, pa bolj za svojce, ki so zraven, pa še mišični relaksanti, da pač bolnik nima nekih krčev, ko umira, da je pač miren, da zgleda, da vse poteka mirno. Tako da težko je govoriti o trpljenju. Je pa vseeno to postopek, ki lahko gre tudi kaj narobe. Znani so primeri, ko so bolniki bili že nekako navajeni na morfinsko terapijo zaradi pač prej analgetikov in so potem rabili tudi več dni, da so umrli. Ampak nisem jaz pravi naslov za. Ja, verjamem, hvala. Kaj pa je po vašem mnenju najboljši argument za evtanazijo? Gospa Rusa, poznate kakšnega zdravnika ali zdravnico, ki dejansko evtanazijo podpira ali pa sprejetje tega zakona? Ja, poznam tudi iz Belgije, kjer sem 1 leto študirala, smo se s kolegi dosti pogovarjali o tem. In ja, tam sem začutila od teh kolegov, da gre za neko iskreno željo po pomoči bolnikom, ki trpijo. In ja, njihov glavni argument je to, da bolnik trpi in da če se sam odloči, da je njegov čas prišel, da zapusti ta svet, zakaj ga pač ne bi. Ker je velika vrednota pač neko svobodno odločanje o sebi. Hvala. Tu je še pod vprašanje, kako bi pa odgovorili na ta argument, če je sploh smiselno? Ja, definitivno se da odgovoriti. Pač, odvisno, mislim, najprej že to, da kakor izkušnje kažejo, se da vedno še nekako pomagati temu trpečemu bolniku. Mogoče bi na tem mestu sam delila izkušnjo Mance Košir, ki je bila tudi dolgoletna spremljevalka bolnikov umirajočih v hiši Ljub Hospic. In ena od njenih bolnic je že vložila prošnjo, šla skozi ves postopek za asistiran samomor v Švici, ampak je potem se njeno stanje toliko poslabšalo, da ni mogla iti. In je Manca Košir jo obiskvala tako še, mislim, da kak mesec. In na koncu, preden je umrla, je rekla, da je bilo to v bistvu najlepše obdobje v njenem življenju, da takrat je res tako nekako se pomirila sama sabo. Tako da ja, in je tudi prosila Manco Košir, da deli to njeno zgodbo naprej. In to se mi zdi ena tak dokaz, da težko govorimo, kaj se še da narediti. Potem pa še itak vsi ti argumenti, kar se tiče legalizacije evtanazije, kaj vse to prinese s sabo. Hvala. Jaz bi se pa tu navezal ravno na to obdobje umiranja, ko je bilo že tako hudo, pa v bistvu se je smrt neizbežno bližala. Gre res za en sveti čas umiranja. To, ko je človeku omogočeno dovolj dostojno slovo, morda celo obkroženo z svojci, z ljudmi, ki jih je imela ta oseba rada, je res nekaj zelo posebnega. V prvi vrsti seveda za umirajočo osebo, ki v bistvu takrat na nek način dela morda spravo z življenjem in verjamem, da globoko razmišlja o marsičem. Po drugi strani pa je to zelo pomembno tudi za svojce. Ker ko spremljamo, tudi to sem recimo na lastni koži tudi lansko leto izkusil, umirajočo osebo dlje časa in morda celo negujemo, nas to res na poseben način poveže in to nam vsem svojcem, neformalnim oskrbovalcem, pa sosedom in znancem izredno pomaga pri sprejemanju smrti in pri procesu žalovanja. Trdno sem prepričan, da je to potem posebno zadoščenje, ko si človeku pomagal, ko si ga spremljal, ko si mu omogočil dostojno slovo in to potem v bistvu ostaja. Tudi recimo sem pač imel izkušnjo spremljanja in deloma tudi negovanja dedka, ki je več mesecev umiral, ker je trpel za rakom in ravno zaradi tega, ker sem spremljal vso to njegovo v bistvu počasno zapuščanje življenja, lahko ohranjam res lepe spomine nanj, ker me to me v bistvu pomiri, hkrati pa me vedno nasmeji, ker se spomnim ogromno lepih, celo zabavnih trenutkov.
In le na tak način, ko lahko človek naravno dočaka svojo smrt, se lahko ta cikl res odvije v umirajoči osebi in tudi v vseh svojcih. Tega pa pri evtanaziji, pač, če tudi se lahko v bistvu pripravimo na smrt, se ne na tisti naraven, pravi način. In takrat se pa v primeru naravne smrti sprožijo vsi ti procesi in prepričan sem, da so zelo pomembni, dragoceni, čustveni in v bistvu smo lahko res hvaležni za nje. Hvala. Bi lahko iz izkušenj rekli, kolikokrat je dejansko pri umiranju ali pa pred smrtjo, da pride do te, kot ste rekli, sprave z življenjem, do neke globoke umiritve, ne glede na to, kaj je bilo prej? V bistvu zelo velikokrat, ampak je zelo odvisno od nekih nazorov, ki jih je imela ta oseba, ali to je religija ali pač kakršnihkoli drugih zadev, v katere verjame in je prepričana. Ampak umirajoči, ki še govorijo in so sposobni normalno komunicirati, tudi v dneh pred smrtjo vprašajo, kaj me čaka, kakšna bo smrt. V bistvu imajo takšna res direktna vprašanja, ker takrat, tudi ko smo mi pri umirajočem človeku, takrat vse te neki filtri, s katerimi živimo mi zdaj, pa ne le na Instagramu, ampak tudi sicer neke omejitve, pričakovanja družbe, vse, s čemer smo obremenjeni, takrat to pade. Takrat ni, kot je Manca Košir rekla, da ko zre umirajočemu v oči, zre v oči resnici. Takrat je to pristno. In zato so ti pogovori ali pa ta srečanja tako dragocena, ker veliko dajejo umirajoči osebi in tudi v bistvu vsem, ki so ob njej. Hvala. Ste želeli še kaj dodati? Mogoče samo to, kar tudi če je moja izkušnja poleg vsega že rečenega, da to ob soočanju z minljivostjo takrat se okolica zave, kaj v življenju je tisto resnično pomembno in se mi zdi to res tako zelo neprecenljiva lekcija. Hvala. Žal nas je čas prehitev. Na tej točki morda samo tole, ima kdo od vas še kakšno zaključno misel, ki bi jo želel deliti s publiko, karkoli? Ko razmišljamo o smrti, se pogovarjamo o njej, moramo vedeti, da če že govorimo o smrti, je bilo najprej življenje. In poudarjam to, da najprej je življenje, na to pride smrt. In tudi ob v bistvu soočanju z lastno minljivostjo spet razmišljamo o življenju. Življenje je ves čas v ospredju. In dajmo življenje v ospredje v nedeljo na referendumih, pa tudi sicer v našem vsakdanjem življenju. Ker na tak način, ko bomo življenje postavili na prvo mesto, bomo na prvo mesto postavljali odnose, ljubezen, prijateljstvo. In to je tisto, kar na koncu koncev šteje. To sem prepričan, da ne mine. Tega rja in mol ne uničita. To, kar je pa lepega, dobrega v življenju, to pa ostaja z nami. In zavedajmo se svetosti življenja in tudi umiranja. To sprejemajmo in sem prepričan, da če bomo o tem razmišljali tudi o dostojni smrti, bomo lahko bistveno bolj polno, lepše in hvaležnejše živeli. Hvala lepa za te besede, pa tudi za vaše odgovore in za cel pogovor. Bi zaključili še z molitvijo, za kar bi pa prosil kar našega gosta, gospoda Kavčiča, če bi lahko nekako zaključili ta večer. Kar vstanemo. Torej, kot je Jon rekel, je življenje in potem je smrt in potem je spet življenje. Ne? To je fino, če imamo kristjani pred očmi. Pomolimo, prosimo, naj pride Sveti Duh nad naš narod v teh pomembnih časih. Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošli svojega Duha in prerojeni bomo in prenovi boš obličje zemlje. Molimo, Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči, naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav in se le radi sprejemali njegove spodbude po Kristusu našem Gospodu. Sveti Janez Pavel II, prosi za nas. Sveti Bonifacij, Sveti Frančišek Asiški, Gospod z vami.
Blagoslovi vas samogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Tako pa smo prišli do konca. Hvala vsem, da ste si vzeli čas, da ste prišli, tudi vsem, ki ste nas spremljali preko spleta, prek interneta. Verjamem, da je pogovor, okrogla miza na nas vse naredil en močen vtis, da bomo lahko, ne glede na rezultat, šli v pogovor, v dialog, v debato z drugimi in morda na dolgi rok celo komu čez 60-70 let preprečili odločitev do evtanazije. Hvala vsem, ki ste bili z nami in hvala tudi vsem gostom, res, da ste si vzeli čas, pa tudi katoliški mladini in pa vsem podpornikom tega dogodka. Vsem želim lahko noč.